Lepo pozdravljeni vsi. Včeraj je potekala tretja nujna seja nadzornega sveta STA, ki je bila sklicana primarno zaradi zaskrbljenosti nadzornega sveta za obstoj Slovenske tiskovne agencije. Na podlagi sprejetih sklepov in po dogovoru na seji sem pripravil tudi naslednjo izjavo, sklepe pa boste prejeli tudi v pisni obliki. Nadzorni svet ugotavlja, da STA nepretrgoma in v neokrnjenem obsegu opravlja javno službo obveščanja slovenske in tuje javnosti po zakonu o STA. S tem agencija v polnosti opravlja vlogo neodvisne medijske hiše s pripravo ažurnih, točnih in nemnenjskih informacij, ki je bila dodeljena že ob njeni ustanovitvi leta 1991 in skupaj z nastankom samostojne države. Leto 2021 je z vidika STA in države Republike Slovenije izjemno pomembno leto, saj ne le, da obe obeležujeta svojo 30-letnico, ampak so pred nami tudi dogodki, kot na primer predsedovanje Svetu EU in mednarodni športni dogodki s slovensko udeležbo, ki si jih brez poročanja STA ne moremo predstavljati. Po sedanji oceni bo podjetje insolventno in nezmožno plačevanja svojih obveznosti že nekaj tednov pred 30-letnico agencije same. Nadzorni svet STA je po vnovični zaustavitvi financiranja javne službe obravnaval informacijo vodstva družbe o finančnem položaju STA in o možnih okoliščinah nastanka insolventnosti družbe in predlogih ukrepov za rešitev tega problema. Nobeden od predlaganih ukrepov žal ne more nadomestiti izpada plačila za javno službo, ki ga agenciji odreka vlada. Skrajni ukrep v obliki odpuščanja zaposlenih bi pomenil nezmožnost upravljanja javne službe v obsegu, kot ga agenciji določa zakon o STA, hkrati pa bi to pomenilo tudi krnitev tržne dejavnosti, ki trenutno predstavlja edini finančni vir družbe. Nadzorni svet STA zato poziva vlado, da nemudoma poplača zapadle obveznosti do STA in izvršuje svoje zakonske obveznosti za financiranje javne službe v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA za leto 2021. Po določilih PKP 7 je to zakonska obveznost ustanovitelja ne glede na to, ali je sklenjena pogodba o opravljanju javne službe v letu 2021. Vlada torej ne spoštuje lastnega zakona, sprejetega v parlamentu. Sam osebno sem tudi mnenja, da gre za pomembno ustavno vprašanje, ali lahko vlada ignorira zakon oziroma se postavi nad zakon, ki ga je sprejel Državni zbor. Ne gre tudi prezreti dejstva, da STA doslej poslovala zelo uspešno. Vlada kot zakoniti družbenik STA z neplačevanjem svojih obveznosti nosi veliko odgovornost za nastalo situacijo. Zaustavitev financiranja javne službe brez kakršnekoli dokazanega očitka je nesprejemljiva in v neskladju z načeli vladavine prava. Nadzorni svet STA ob tem znova poudarja, da so vse želene listine in podatki vedno na voljo vladi Republike Slovenije kot edinemu družbeniku STA. Zakon jasno določa, da je edini družbenik vlada, čemur so pritrdila tudi mnenja pravnih strokovnjakov.
Po našem vedenju pa UKOM nima pooblastila vlade, s katerim bi bile nanj prenesene družbeniške pravice. Ob tem opozarjam, da je zaradi nespoštovanja zakona in neizvršitve plačila ogrožena eksistenca 90 zaposlenih in njihovih družin, s katerimi kot predsednik nadzornega sveta ter celotni nadzorni svet delim razočaranje in veliko zaskrbljenost. Hvala lepa. Ali je nadzorni svet, Lucija Dimnik Rikić, Radio Slovenija, ali je nadzorni svet odločal tudi o predlogu vlade, da se razreši direktorja Bojana Veselinoviča? Nadzorni svet je na seji, na tej isti seji, obravnaval javno obvestilo, ki je bilo objavljeno na javnih straneh, vendar o tem ni odločal, dokler ne bo pridobil s strani vlade Republike Slovenije ustreznih sklepov ter seveda pripadajočega gradiva, na osnovi česar so bili ti sklepi sprejeti. Predvidevamo, podali smo poziv za to, ter hkrati predvidevamo, da bomo to lahko obravnavali na naslednji seji. Kakšno konkretno gradivo od vlade zahtevate? Bilo je v objavi je bilo objavljeno, da so na osnovi poročila sprejeli tak sklep, v katerem nismo bili direktno seznanjeni, in hkrati seveda to poročilo nam ni bilo dano na voljo, zato pričakujemo, da bomo to poročilo pridobili. Hvala lepa. Hvala.